Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli na soočanju kandidatov na nadomestnih županskih volitvah v občini Dornava. Z mano sta oba kandidata, ki kandidirata, gospod Milan Šilak, dober večer. Z nami je tudi Špela Hojnik, dober večer tudi vam. Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se odzvala, da ste danes tukaj. Začnimo tam, kjer se je pravzaprav vse skupaj začelo. Prejšnji župan Matej Zorko je odstopil po incidentu, ki je močno pretresel lokalno skupnost in vplival na ugled občine, tudi po medijskih pritiskih naše hiše. Čisto na hitro me zanima nekaj vajinih stališč. Gospa Hojnik, kako vi gledate na okoliščine tega odstopa? Tega odstopa in okoliščin ne bi želela sploh komentirati. Gospod Šilak, pa vi, kakšna je po vašem mnenju tudi odgovornost javnih funkcionarjev? Seveda velika. Zraven tega, da je potrebno marsikaj dobrega storiti za svoje občane in občanke, je potrebno imeti tudi visoka moralno-etična načela, in na tem polju se je v naši občini v preteklosti zalomilo. In prav je, da se je gospod odločil za odstop. No, ampak pod kakšnimi pogoji pa bi recimo vi odstopili? Rekli ste visoka moralna načela, integriteta. Če bi recimo vas preiskovala KPK, če bi se zgodil, ne vem, kakšen drug incident, ki lahko po slovenskih občinah slišimo, da se mnogo dogaja, pa župani se kar močno oklepajo svojih stolčkov. Kaj je za vas meni? Ja, res je. Ob prvi napaki, seveda, ker če se ne odločiš za ta korak, v bistvu škodiš svoji občini, ker v bistvu si predstavnik vseh občanov in občank, ne samo v naši regiji, ampak tudi širše v celotni Sloveniji, in zelo pomembno, da se temu primerno tudi obnašamo. Gospa Hojnik, bi se vi oklepali županskega položaja, če pride do kakšne situacije, recimo preiskave protikorupcijske komisije, kaj drugega, manj pomembnega, kot je recimo bil ta incident? Težko rečem, hvala Bogu, nisem v takšni situaciji. Kako pa boste kot županja se trudili povrniti ugled občini? To je zelo pomemben faktor. Smatram, da kot prva ženska kandidatka v zgodovini občine lahko to dosežem. Se prinašam svežo energijo, novo miselnost in si zelo želim, da bi med ljudmi to zaživelo in da bi dejansko to znali, da bi jih doseglo in da bi znali to prepoznati. Gospod Šilak, torej lahko nekako zagotovite zdaj, da boste pošten in načelen, ukolikor prije do javne funkcije, da jo vi prevzamete? Seveda, jaz v bistvu že 14 let upravljam javno funkcijo in sicer kot ravnatelj šole. Mi smo srednja velika šola, imamo veliko otrok, s tem povezavi tudi staršev, in je zelo pomembno, da delujemo, da so naša moralno-etična načela na visoki ravni. Čas je, da se predstavite malce širšemu krogu ljudi. Gospa Hojnik, kdo ste? Kako pravzaprav se počutite v tej vlogi prva županska kandidatka v občini Dornava in kakšno mogoče spremembo bi kot ženska županja uvedli v kulturi vodenja občine Dornava? Sem Špela Hojnik, stara sem 35 let, živim na Polenšaku, prihajam iz Polenšaka. Po poklicu sem magistrica socialnega dela in magistrica socialne gerontologije, pisana na doktorski študij. Kot prva ženska kandidatka v zgodovini občine Dornava orjem ledino. Zelo sem ponosna na to, da sem se na to odločila. Verjamem vase, verjamem v naše občane in občanke in v potencial te občine, zato sem tudi tukaj. Gospod Šilak, pa kdo ste vi? Rekli ste ja prej ravnatelj. Vaša kampanja nekako izpostavlja med vrsticami odgovorno vodenje za vse občane. Če sem prav razumela, kaj pomeni torej ta odgovornost in pa ja, kdo ste? Torej, Milan Šilak, oče 3 otrok, po poklicu profesor matematike, drugače pa že 20 let delam v šolstvu, kot sem rekel, pa zadnjih 14 let kot ravnatelj. Kar se tiče mojega udejstvovanja, v preteklih letih v naši občini, 30 let sem že aktiven pri društvenem življenju, en mandat sem bil tudi podžupan, tako da mi delo z ljudmi ni tuje.
Seveda pa nas čaka v prihodnosti še veliko izzivov, veliko tem je še, kjer je potrebno marsikaj dodelati in nadgraditi. V kolikšni meri pa vaša vloga ravnatelja vpliva na pogled na lokalno skupnost in vodenje občine? Konec koncev ste v sosednji občini ravnatelj. Ja, tako. Se pravi, če želimo, na primer v šoli, dobro delati, je zelo pomembno, da imamo za to dobre pogoje. In lokalna skupnost je tista v prvi vrsti, ki lahko to zagotavlja. Gre za svoje občane, za svoje otroke in tudi potem povezavi še stare starše. Zato je zelo pomembno, da je lokalna skupnost aktivno vpletena tudi v ta del življenja v občini. Gospa Hojnik, res, da so zdaj nadomestne volitve in da je mandat dobro leto, pa vendar me zanima neka dolgoročna vizija, gotovo jo imate za občino Dornava. Kaj vse si želite? Kaj si želite v Dornavi prepovedovati čez 5 ali 10 let? Imam veliko želja, veliko idej, ki jih pa v tem trenutku ne bi želela javno izpostaviti, ker smatram, da ta mandat, ki sledi, je izjemno kratek mandat, ki si ga želim oblikovati skupaj s svojimi občani, občankami. Želim dialog, vzajemno spoštovanje, skupno načrtovanje, skupne preglede, postavljanje prioritet z mojimi sokrajani in sokrajankami. Gospod Čilak, kere pa so mogoče 3 ključne spremembe, ki bi si jih želeli uvesti v Dornavi? Zdaj, kot je moja kolegica povedala, je kratko obdobje enega leta, ampak vseeno v tem enem letu se da marsikaj postoriti, posebno zadeve, ki jih poslušam na terenu te dni, in sicer prijazna občinska uprava, hitrejše in bolj učinkovito reševanje problemov na občini, potem ključnega pomena pa predvsem zagotavljanje podpornega okolja za delovanje društev, predvsem mislim tu društvo upokojencev, ki so zelo ranljiva skupina v naši občini, in pa seveda kar nekaj zadev bo potrebno še urediti na naši osnovni šoli in pa vrtcu. Hvala lepa. Gospa Hojnik, katere recimo ukrepe boste uvedli, da občani dobijo večjo preglednost, kot ste rekli, želite si dialog s sokrajani, soobčani, nad tem, kaj se v občini dogaja in pa tudi porabo občinskega denarja? Zelo pomembno se mi zdi, da bi na naši občini obstajal razpis, mesečni recimo razpis, preko katerega bi občani podajali, predlagali svoje predloge, ki bi jih skupaj obravnavali. Seveda bi si želela zelo aktivirala bi vaške odbore, predstavnike, predsednike, tako tudi svetnike, absolutno terensko delo, soobveščanje, tako kot sem rekla, skupno načrtovanje in kar je zelo pomembno, to pa zmeraj izhajam iz sebe, tudi svojega primarnega poklica, soustvarjanje. Gospod Čilak, kako zagotoviti še boljšo transparentnost, da občani vedo, kam gre občinski denar? Predvsem odprtost občinske uprave in pa potem redno obveščanje svojih občanov o izvedenih projektih, bodisi preko zapisnikov, ki so javno objavljeni na spletni strani, ali pa se pravi kakšno obvestilo na dom in take zadeve, seveda spletna stran. Predvsem to, pa vprašanja, ki jih imajo, ki so naslovljena na lokalno skupnost, da je občinska uprava dostopna in pa odprta za te pobude, da jih slišimo, ne samo poslušamo, da jih predvsem slišimo. Gospa Hojnik, bi lahko bila občinska stran boljša in družbena omrežja? Konec koncev smo leta 2025. Verjetno občani spremljajo tudi spletno stran, družbena omrežja in vse ostalo. Me veseli, da ste to omenili. To sem sama kot članica občinske volilne komisije v prejšnjem mandatu tudi izpostavila, ker se je potem tudi, bom rekla, izvedlo in me zelo veseli, da je nek napredek viden, bi pa sama izjemno nadgradila celoten ta digitalni svet občine. Ja. Gospod Čilak, kako boste pa ravnali z občinsko upravo? Nameravate kadrovsko kaj spremeniti? Zaenkrat ne. Moje načelo je, da potrebno ljudi primerno obremeniti. Jaz ljudi ne poznam, ki so zaposleni na občinski upravi. Potrebno jih je primerno obremeniti, pa potem čez čas vidiš, če delajo na ta način, kot si želiš. Če ustrezajo torej temu, kar želite. Gospa Hojnik, pa vi, kako ste seznanjeni z delom občinske uprave, menite, da bi bile potrebne dodatne ukrepitve, mogoče človek preveč, premalo? Delno sem seznanjena s stanjem na občinski upravi, sama pa smatram, da je vsak posameznik lahko izjemno sposoben in verjamem, da bi lahko zelo dobro funkcionirali in en drugemu dejansko osvetlili svoja področja in si pomagali.
Oba sta kandidata s podporo sicer strank, pa vendar s podpisi voljivcev sta vložila kandidaturo, ne, gospod Šilak. SDS, SD in NSI. Redko kdaj slišimo te tri stranke v istem stavku na istih bregovih. Kako boste vi neodvisno odločali, da bodo, čeprav so usmeritve teh strank mogoče kdaj si nasprotujoče, zdaj vas javno podpirajo, kako boste manevrirali nad tem, da bo... Zelo pomembno je, da imaš podporo tako na levi kot na desni strani. Mi smo konec koncev majhna občina in le skupnimi očmi, z nekim skupnim delom, neko ekipo lahko občino popeljamo naprej, ne glede na to, kdo je kdaj na oblasti. Torej, zagotavljate, da boste neodvisen? Tako. Gospa Hojnik, tudi vi ste vložila kandidaturo s podpisi voljivcev. Niste podprta s politično stranko, kako boste nekako gradili zavezništva v občinskem svetu? In pa ne nazadnje, zanimivo je dejstvo, da ste kandidirali na državnozborskih volitvah s podporo NSI. Kaj se je tokrat zgodilo? Tako je, leta 2022 sem kandidirala pri stranki Nove Slovenije za državnozborske volitve. Zdi pa se mi pošteno, da sem ob odločitvi za kandidaturo oziroma predtem izstopila iz stranke NSI in vstopila v tole, bom rekla, kandidaturo popolnoma samostojna in neodvisna. Gospod Šilak, katere tri infrastrukturne projekte bi oziroma probleme bi uvrstili najvišje v občini Dornava? Je še kaj osnovne infrastrukture, ki jo je potrebno urediti? Ja, zadnje dni sem kar dosti na terenu, predvsem hriboviti del naše občine. Še obstajata dve gospodinjstvi, ki nimata vode. Kar nekaj cest je potrebno še urediti, ki so v propadanju. Je pa tisti cilj dolgoročni moj, športna infrastruktura, predvsem tu je velik manjko v naši občini, kolesarska poti in pa zagotavljanje ustreznih prostorov za nemoteno delovanje šole in vrtca. To so ključne stvari, ki jih bo potrebno v prihodnosti urediti. Gospa Hojnik, pa vaše infrastrukturne prioritete, rečimo temu tako? Kolikor sem seznanjena, stanje ni rožnato. Pravica do pitne vode je ustavna pravica vsakega od nas. Zagotovo je veliko treba še postoriti, čemur se bom in se bi z veseljem posvetila potem, ker sama bi želela to, bom rekla, podrobno analizirati, pregledati in pristopiti zadevi popolnoma strokovno. Ja, kako pa recimo reševati to vrstne projekte? Infrastrukturni projekti nikoli niso rešljivi v zgolj nekaj mesecih in pa tudi ne zaradi neomejenega denarja. Ne? Finančno in projektov, kako bi se lotili tega, kje bi iskali sredstva v občinskem proračunu, v državi, mogoče v EU, na kakšen način? Tako smatram, da na vseh mogočih področjih zelo pomembno je imeti po moje ekipo ljudi, svetovalce, ki se tudi na ta določena področja spoznajo in ga znajo podrobneje analizirati, da potem skupaj lahko načrtujemo same nadaljne projekte in razvijamo naprej. Gospod Šilak, zanima me, kako boste usklajevali neko strateško načrtovanje, ki ste ga omenili, ne? Kaj je potrebno urediti z občinskim proračunom. Majhne občine, pa ne mislim nič slabega s tem, da je občina Dornava manjša, nimajo neomejeno denarja v občinskem proračunu. Seveda ne. Zdaj najprej je potrebno prisluhniti ljudem, potem pripraviti projekte in na to seveda se obrniti na ustrezne institucije. Denarja je dovolj v Evropi. Potrebno ga samo počrpati. Zdaj z lastnimi sredstvi težko, kaj naredimo. Neki del lastnih sredstev sicer občina mora zagotavljati, ampak večina pa se da pridobiti sredstev iz EU. Gospa Hojnik, kako pa bi pravično porazdelili projekte po vseh naseljih občine, ne le v središču Dornave, in pa s čim se mogoče določena naselja soočajo? So se kaj obračali že na vas? So se obračali, želela bi si, da bi imeli še več časa, da bi lahko dejansko podrobneje razčlenili, kar verjamem, da bo v vsakem primeru po izidu volitev oziroma po nedelji se tudi s tem pričelo. Kar se pa tiče sredstev, tako kot sem omenila, že potrebno se je s tem, bom rekla, podrobneje seznaniti, ne pogledati zadeve, ker eno je nekaj slišati, drugo je potem videti realno stanje, ga oceniti in potem oceniti tudi sama tveganja, smisel in postaviti prioritete. Gospod Šilak, kako lahko vi zagotovite, da boste pravični do vseh naselij? In pa, ja, ste seznanjeni s tem, kje je kaj potrebno? Ja,
Se pravi, tako kot sem povedal, zadnje dni sem veliko na terenu, zavzevam se seveda za enakomeren razvoj občine, najprej tiste ključne stvari, kot so vodovod, osnovne zadeve za normalno življenje. Bodo pa, verjamem, tudi kakšne prioritete, ki bodo vplivale samo na en del občine. In potem bo pač potrebno to razumeti. Gospod Čilak, prej ste govorili že o društvih, pa me zanima, kako boste zagotovili stabilno financiranje, naj si bo to gasilskih, športnih, kulturnih, društvo upokojencev, torej kako lahko danes zagotovite kot kandidat za župana, da bo financiranje stabilno? Seveda, zdaj potrebno je pogledati, kakšne so potrebe pri katerih društvih. Določene zadeve financira občina preko razpisov, to je v bistvu en majhni delež, ki zagotavlja, da lahko društva nemoteno delujejo. Tisto, kaj pa je dodana vrednost nadgradnje, pa so tudi razni razpisi. Pred dnevi sem ravno govoril z predsednikom društva upokojencev in mi je povedal, da so bili uspešni na enem mednarodnem razpisu, in sicer za pomoč ljudem na domu, sodelovanju s Telekomom in tako dalje. Tako da se da. Občina pa lahko tu predvsem pomaga. Ne vem, pomoč pri pripravi razpisov in tako dalje, ne? Pomoč pri promociji in da lahko te zadeve potem nemoteno stečejo. Gospa Hojnik, bi uvedli neke jasne kriterije pri razpisih za financiranje društev? Kakšni bi ti bili? Je za vas pomembno, koliko je društvo aktivno, koliko ima članov? Pravzaprav odvisno od področja delovanja, ki je. Jaz bi se ob tej priložnosti dejansko želela zahvaliti vsem našim društvom, naši občini. Hvaležna sem, da vas imamo in me veseli, da svojo občino vedno nosite s sabo. Sem zelo ponosna na to. Dejansko pa lahko rečem, da v tem trenutku bi bila nerealna, če bi dejansko, bom rekla, izpostavila oziroma definirala sam potek tega. Ker ga v tem trenutku toliko ne poznam in nimam podatkov o posameznem društvu dejansko, o vseh financah in, bom rekla, popolnoma vseh detajlih, na podlagi katerih bi jaz lahko pa potem pripravila tole, recimo tabelo ali pa analizo. Hvala lepa. Gospod Čilak, kako boste usklajevali razvoj občine in povezovanje društev, hkrati pa boste občina prijazna tako mladim kot starejšim, ker obojni so za društveno življenje oziroma lokalno skupnost zelo pomembni? Seveda, ena ključnih stvari je medgeneracijsko povezovanje. To se lahko že začne v šoli. Z projekti, ko otroci in starejši sodelujejo. Nujno je sodelovanje. Konec koncev imajo starejši veliko izkušenj, marsikaj so že preživeli na tem področju in se tudi oni zavedajo, da je to sodelovanje zelo pomembno, pa tudi kakšen medgeneracijski center je dobrodošel, pogoje za to imamo, potrebno jih je samo izpeljati. Gospa Hojnik, sami ste aktivni v skupnosti, kako bi kot županja še spodbujali povezovanje predvsem društev, pa lokalnih prebivalcev, ki mogoče v društva niso vpeti, in pa tudi vodstva občine? To bi lahko delovalo še boljše, ne? Absolutno, odlična kombinacija. To sem že dejansko želela povedati, da se poveže tako. Želim si aktivno občinsko upravo, ki je naklonjena ljudem, ki ima čas, bom rekla, za mogoče čisto banalen klic, ki nekomu recimo nekaj ne predstavlja. Sama opravljam tako delo, da se tega zelo zavedam, da je vsaka beseda, neverbalna komunikacija izjemnega pomena. Jaz verjamem, da to lahko dosežemo, zato sem tudi kandidatka za županjo te naše občine. Zelo sem ponosna na to in verjamem, da se da zelo prijetno zadeve izpeljati. Hvala lepa. Gospod Čilak, zdaj me pa zanima konkretno, katere 3 ukrepe boste uvedli kot župan, ukolikor postanete, za izboljšano kvaliteto življenja starejših občanov? Se pravi, prijazna in dostopna občinska uprava, to je ključno. Starejši ljudje imajo veliko več potreb in skrbi kot ljudje, ki smo aktivni. Potem seveda podporno okolje za delovanje društva upokojencev in pa predvsem tudi primerne prostore za druženje in pa za opravljanje tistih rednih opravil, ki jih pač posamezno društvo opravlja.
Gospa Hojnik, kako lahko občina okrepi področje duševnega zdravja in medgeneracijskega sodelovanja? Zagotovo zelo dobro. Sama tudi delujem na tem terenu. Naša služba, v kateri sem trenutno zaposlena, Center za duševno zdravje v okviru zdravstvenega doma Ptuj, pokriva tudi, bom rekla, to celo regijo. In smo zelo veliko nam pomeni, da dejansko duševno zdravje počasi ni več tako velik tabu in da si dejansko ljudje dovolimo, upamo, prositi za pomoč oziroma poiskati nekoga, s kom se lahko pogovorimo in svojo situacijo razrešimo, izboljšamo, umirimo. Na kak način bi lahko to uvedli v občinsko politiko oziroma implementirali? Kako bi recimo svoj poklic lahko vključili kot županja? Jaz zagotovo že pri svojem samem stiku z vsakim posameznikom to zelo rada pokažem oziroma tako funkcioniram. Zagotovo bi želela potem izobraziti tudi dodatno še svoj strokovni kader na občinski upravi in potem seveda se povezovati, sodelovati z vsemi institucijami v okolju, s katerimi se načeloma zelo dobro poznamo. Bi pa rada še dodala, prej ste vprašali za vpetost starejših v naši občini. Jaz bi si zelo želela, da bi ljudem kot županja omogočila želje srca. Želje srca starejšim. To pomeni konkretno kaj? Polet s helikopterjem pri 90-ih. Takšne stvari. Ogled koncerta, srečanje s sestro, ki živi 40 let v Kanadi, recimo odhod na sladoled, mogoče ki nekomu ni stalnica, lahko je to nam nekaj čisto, bom rekla, samoumevnega, dejansko pa je do življenja nič ni samoumevno in si lahko zmeraj življenje polepšamo. Gospod Šilak, vam pa ravnateljska funkcija daje stik z mladimi, kot ste že danes izpostavili, ne? Kako bi pa ta poklic povezali z oblikovanjem socialnih ukrepov na ravni občine? Mladi so danes drugačni, kot so bili 20-30 let nazaj in zato je pomembno na primeren način pristopiti. Pomembno jih je tudi razumeti, kar je mogoče starejši populaciji malo težje, ampak so super ljudje, tako da samo primeren pristop in pa pogoje v samem lokalnem okolju za druženje, za srečanje in podobno. Najbolj aktualno pa so seveda športna druženja oziroma druženje na športnih aktivnostih. Izven zaslonov, ne? Tako. Kako pa bi spodbujali lokalne podjetnike, da ostanejo v domačem okolju? Nekdo, ki se loti podjetništva, kako mu lahko občina gre naproti? Zelo pomembno je, se pravi, da ima ustrezne pogoje, se pravi, ne vem, komunalno opremljena parcela, tudi recimo, kakšna denarna pomoč ob zagonu podjetja, pomoč pri razpisih za ustanavljanje podjetja ali pa za napredovanje podjetja, predvsem v tej smeri. No. Torej, nekako te pomoči obljubljate. Katere so pa po vaše, gospa Hojnik, glavne ovire za gospodarski razvoj, da mogoče kdo okleva, da se poda na podjetniško pot v Dornavi in kako bi jih odpravili te ovire? Ja, verjamem, da je neka podlaga zagotovo na prejšnjih letih delovanja naše občine, ne samo na tem področju, ampak tudi na drugih področjih. Zato sama verjamem, da dejansko je dobrodošlo dvigniti moralo naši občini in pokazati, da zmoremo, bom rekla, zelo prijazno delovati, ker samo s tem lahko naredimo velik korak naprej. Prej sem gospoda Šilaka za mlade vprašala, kako pa bi vi vključevali oziroma kje bi našli priložnosti za mlade v občini? Odlično vprašanje, hvala. Sama smatram, da so mladi tudi danes zelo dobro povezani s starejšimi, zelo dobro funkcionirajo, odlično komunicirajo in je dejansko zelo zabavno. Hkrati recimo tudi podpora v IT tehnologiji je zelo dobrodošla. Veliko mladih uči starejše, zelo dobro se ob tem počutijo, se zabavajo, pripravljeni so dejansko
In ena in druga skupina zelo neobremenjeno skupaj delovati. Zelo prijetno jih je opazovati pri tem. Gospod Šilak, pa še za vas vprašanje glede občinske spletne strani in družbenih omrežij, kot je prej bilo za gospod Hojnik. Kako pa vi gledate na to? Bi morala biti objavljena na spletni strani bolj ažurno? Bi se več posluževali tudi Facebooka, mora biti Twitterja, Instagrama oziroma X-a zdaj? Kar se tiče naše spletne strani, jaz mislim, ki je dovolj pregledna, so možnosti za nadgradnjo, ampak tiste osnovne informacije zagotavlja. Je pa res, da danes smo v digitalni dobi, ne, in bi mogoče bilo še smiselno na kakšnih drugih socialnih omrežjih kaj objaviti, predvsem vsebine, ki se dotikajo mladih, ne, ker oni pa to zelo dobro poznajo. Kako pa gledate na samo informiranje občanov danes v občini? Je prostor za nadgradnjo. Pa vi, gospa Hojnik, informiranje občanov je dobro? Preniska. Daleč preniska. Je to sicer vajno prvo soočenje drug z drugim? Ja. Me zanima, kako gledate na to, da medij, ki je financiran strani občine Dornava, ni pripravil soočenja oziroma niti predstavitve kandidata, pa mislim, da je v lanskem oziroma v zadnjem letu dobil 31.000 evrov. Sodi po vaše to informiranje občine, gospod Šilak? Ja, verjetno ima naša lokalna televizija svoj program razdelan, kje bodo kaj pokrivali. Sicer gospod Veselič se je obrnil na mene, če bi bilo smiselno pripraviti kakšno soočenje tudi v torej, vas je za nas svet vprašal? Pogovarjala smo se ob kavi, tako da in takrat smo že bila napovedana na vaši televiziji, pa sem jaz rekel, da ni smiselno, da imamo 3-krat soočenja. To je sicer prvo. Ja. Gospa Hojnik, kako pa vi gledate na to, da medij, ki je financiran strani občine Dornava, torej 31.000 evrov v zadnjem letu za informiranje občanov Dornave ni pripravil oziroma ne pripravlja soočenja kandidatov na nadomestnih volitvah? Mene je to zelo presenetilo in jaz bi si dejansko soočenja v svoji občini želela. Zagotovo. Gospod Šilak, ostajate ravnatelj tudi ob izvolitvi? Absolutno. To je moje osnovno poslanstvo. Razlog je tudi to, ker gre sicer zdaj za enoletni mandat in potem po tem letu pa bomo videli, kako dalje. Okay. Kako pa boste usklajevali to, kljub temu, da je eno leto, je delo ravnatelja, verjamem, da zahtevno, župana pa zna biti še bolj? Seveda potrebno bo dosti usklajevanja, pa prostega časa bo potrebno predvsem precej žrtvovati pa nameniti za višje cilje. Pa vi, gospa Hojnik, boste poklicna, nepoklicna županja? Poklicna, 100%. Zakaj? Smatram, da edino tako se lahko dosežejo rezultati in edino tako se lahko posvetiš županovanju. Torej niste razmišljali o tem, da svoj status službe recimo zamrznete? Niti približno. Sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Najboljši, najdaljša garancija, največ prezračevanja za vaš denar, s popusti do 60%. iVent, številka 1 v prezračevanju. Podpišemo se pod tisto, kar trdno verjamemo, kar navdaja z zaupanjem, nas navdihuje, v našem imenu spreminja stvari na bolje. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz-Fahr, John Deere, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi. Enako kot dve z rokami, ko vse počnete, jaz enostavno moje roke so sem dol. To je to. Že kot otrok sem se spopadal s smrtjo. Prvič zagledaš otroka v inkubatorju, na to te nobena ne more pripraviti. Ko ti sporočijo, da se tvoj otrok ne bo normalno razvijal, da sicer bo shodil, ampak da mu bo potem ta sposobnost odvzeta. Je to možno, da je bilo
toliko zgodb identičnih, da pa je mogoče tudi kakšna druga stran, da resnično nismo imeli takrat. Zdaj moj sin vsak dan sprašuje mami, a nam bo ratalo zbrati ta denar, ker se zaveda, kaj bi pomenil, če ga ne bomo zbrali, a ne. Stari rek pravi, kar te ne ubije, te ojača. Akcijska peti ponudba z mesnic fin gošt. Čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi samo 7,98 € za kilogram, pikantne klobase 100% goveji les kovačke čevapčiči, vsak dan sveže teletina, panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 € za paket, domače meso iz tunke 5,95 €, vse zdezorjenih stejkov z navodili za pripravo, zorjena svinjska riba, lakska rib 5,95 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080 in gušt. Bodoče neveste, tašče, priče in družice. Novi priročnik Poroka vas že čaka pri prodajalcih časopisov. Vse o pripravi na poroko na enem mestu. Več kot 38 poročnih poznavalcev in super pregleden format za samo 3,70 €. Žrebali bomo zlati prstan Zlatarne Celje v vrednosti 1360 €. Kupon za nagradno igro poiščite v priročniku. Več na prirocnikporoka.si. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni nazaj na soočenju na domestnih volitvah občine Dornava. Z mano sta oba županska kandidata, ki kandidirata. Gospa Hojnik, morda vprašanje na tem mestu za vas, zgolj dva sta. Kako bi to pokomentirali? Tako, bom rekla, zdrava konkurenca je zmeraj dobrodošla. Želela bi si več konkurence, to se mi zdi zelo pozitivno. Sem pa presenečena dejansko na tem, da sva samo dva, ker je bilo veliko kandidatov pripravljenih kandidirati, ki so se v določenem trenutku potuhnili. In še dan danes ne vem dejansko zakaj. Dobro, vsak ve zase, me je pa zelo presenetilo dejansko, da na koncu je kot je. Gospod Čilak, ja, kako bi pokomentirali, da ste zgolj dva? Spomnimo se zadnjih lokalnih volitev v občini Dornava, ogromno kandidatov je bilo, celo drugi krog. Po mojem mnenju je to neki pokazatelj zaupanja, določeni osebi, podpora nekomu, pa zaradi tega mogoče tudi takšna odločitev potencialnih kandidatov, ki se niso odločili. Torej niste presenečeni, da ste zgolj dva? Ne. Kako pa ocenjujete politično kampanjo do zdaj? Počasi se končuje, no, v soboto tako nastopi volilni molk. Korektno, naporno? Pozitivni odzivi na terenu, je malo naporno, seveda, kot vsaka taka zadeva, drugače pa sem zadovoljen. Pa vi, gospa Hojnik, kakšna je bila politična kampanja do zdaj? Kaj vas še čaka do konca? Kratek čas še sicer je, do nedelje? Tako, res je. Jutri sledi moja edina predstavitev in druženje, prijetno druženje ob plesu na športnem igrišču na Polenšaku.
Kar se pa tiče same kampanje, bila je zelo, kar se meni tiče osebno, meni prijetna iz vidika, ker sem jaz naredila in moja ekipa na področju tega. Sem pa žalostna, da sem morala doživeti kar nekaj neprijetnosti, od trganja plakatov, uničevanja, sprožanja, bom rekla, zelo podlih in razžalitvenih govoric. Tako da upam, no, da se bo pa to le ustavilo. Boste kako ukrepali zaradi teh trganj plakatov, ste rekli, in ostalega? Nisem na taki, ne razmišljam o tem, da bi, mi je pa žal, da se je dejansko to sploh moralo zgoditi. Ja. Pa če gremo do političnih izkušenj, gospa Hojnik, v občinskem svetu jih nimate, a ne? Kako se boste mogoče soočili s to politično dinamiko? Politična dinamika, dejansko zelo pomembno je imeti znanje o vodenju. Sama ga imam, sicer iz drugih področji, vendar je temelj zmeraj enak. Zelo pomembno je poznati karakterje ljudi, prepoznati v skupini, kdo predstavlja različne, bom rekla, osebnosti, jih znati zaposliti, jih znati zamotiti, jih znati zadeve osvetliti in se čutim popolnoma sposobna za to. Ne dvomim, da se ne bi v tem znašla. Gospod Čilak, vi sicer podžupan ste že bili, pa vendar delo župana je povsem nekaj drugega, ne? Podžupan je zgolj tista desna roka, če lahko rečemo, ali desna in leva, če sta dva. Kako se boste vi soočili s to birokracijo in pa tudi politično dinamiko? Seveda, tako kot že zdaj, pri mojem opravljanju poklica stavim vedno na ekipo. Če imaš dobro ekipo, ljudi, ki jim zaupaš, je možno vse. Kdo pa je ta dobra ekipa v Dornavi? To naj še ostane malo skrito, drugače pa je to edina pot, če želimo kaj doseči. Gospa Hojnik, zdaj nekdo od vaju bo postal nova županja ali župan. Kako se boste odzvali morebiti na kritike? Vemo, v Sloveniji nihče oziroma nikoli ni vsa množica zadovoljna in tudi tisti, ki bo zmagal z večino, ne pa z vsemi glasovi po vsej verjetnosti. Ne? Kako se boste torej odzvali na te kritike tistih, ki vas niso volili, pa vendar bodo vaši občani? Tako, sama smatram brez težav. Asertivna komunikacija je osnova delovanja, po mojem mnenju, ki je obvezna, zagotovo jo obvladamo, s tem nimamo težav in zavedam se tudi ob sami kandidaturi v premisleku o tem, je treba sprejeti, da nikoli na svetu, na žalost, bom rekla, čisto vsakemu posamezniku ne moremo ustrezati 100%. Gospod Čilak, podobno vprašanje za vas, ne? Pač demokratične volitve so. Ni se še zgodilo, mislim, da bi kdo dobil, da sta dva kandidata 100%, tako da gotovo bo kdo tisti, ki vas ne bo volil, pa boste potem njegov župan, kolikor postanete. Kako prepričati tudi tiste, ki niso vaši volilci, da boste delali dobro? Se pravi, v primeru izvolitve si župan vseh občank in občanov in ni pomembno, nedelja je zadnji dan, ko se ljudje opredeljujejo, potem pa smo vsi na istem vlaku in moramo delati skupaj za skupno dobro. Ljudje se pač bodo odločili, kako se bodo odločili, ampak razlik ne nameravam delati. Kako pa bi, gospa Hojnik, sodelovali z okoliškimi župani? Se vam zdi to pomembno? Lahko to doprinese občini kaj? Zelo dobrodošlo je, da se dejansko zelo dobro razumemo, da znamo, pravzaprav bom rekla, ne glede, ker ljudje smo različni. Ne moremo, tako kot smo rekli, zmeraj pričakovati, da te ima čisto vsak najraje na tem svetu, ker ni realno. Da dejansko, bom rekla, vodimo stvari na način, da omogočimo našim občanom in občankam najbolj pošteno in zdravo okolje in pa dejansko dobro počutje. In da smo z ljudmi, tako v okoliških občinah, kot v tej občini, da smo z ljudmi. Torej, jaz rada pri svojem delu, pri svojem funkcioniranju vedno rečem, dostikrat recimo doživimo, ko nekdo reče, aha, zato ste tukaj, ali pa recimo ne vem, na vašem mestu, ali pa nekje, aha, ker je zdaj to poteka, vi ste tukaj, to je vaše delo. Jaz zmeraj rečem, jaz sem tukaj, da sem z vami. Da z vami skupaj naredim korak in da hodimo eno ob drugem. To se mi zdi zelo pomembno, da se ustvarjamo.
Gospod Čilak, kako bi vi sodelovali z okoliškimi župani, ker konec koncev, ko gre za obnovo cest, se ne konča tam, ko je Dornava prečrtana cesta, ne? So lahko kakšni projekti tudi mogoče hitrejše izvedeni, če se z župani združite? Absolutno, posebno projekti, ki so na višjem nivoju. Recimo eden takšnih projektov je bila zdaj kolesarska pot, v katero se mi nismo vključili. Je pa tu nujno sodelovanje seveda občin, ki mejijo na našo okolje, ker določeni projekti so tudi financirani širše. In če ni tega povezovanja, neki posameznik, neka posamezna občina izvisi iz sofinanciranja lahko. Katere 3 podravske župane ali županje bi pa izpostavili, da dobro opravljajo svoje delo? Jaz verjamem, da vsi župani imajo svoja močna področja, pa mogoče tudi tisto, katero je bolj šibko. To pa se v posamezni občini tudi vidi in na tista dobra področja računam oziroma na prenos dobre prakse iz sosednjih občin, pa mislim, da ne bo težav. Gospod Hojnik, enako vprašanje za vas. Kateri 3 podravski župani ali županje dobro opravljajo svoje delo? Kje se vam zdi, da se občine v zadnjem času dobro razvijajo? Najboljša je seveda kombinacija, ne? Tako moške kot ženske. Verjamem, da se vsak trudi po svojih močeh. Naša predstava o tem, kaj bi pa kdo moral narediti, je pa dostikrat mogoče popolnoma drugačna od tistega, ki je na neki poziciji. Vidim, da ste že pripravljena politično odgovarjati. Ja, konkretno me je zanimalo 3 imenih, no nisem dobila ga od nobenega od vaju. Kako pa razvijati turizem v občini, gospod Čilak? Jaz sem zelo ponosen, da prihajam iz občine Dornava. Mi imamo 5 tradicionalnih prireditev, ki jih ima redko katera občina. Pašek v Dornavsko, od paše do sira, žeptev, gobarski praznik, ljukarski praznik. Potencijala je zelo veliko. Imamo kar nekaj znamenitosti, dvorec, oranžerijo, cerkev na Polenšaku in tako dalje. Pestro ponudbo kulinaričnih izdelkov, ki jih ponujamo. Zato je potrebno tudi na tem področju mogoče malo zavihati rokave pri lokalni skupnosti, pa pomagati pri promociji. Ena takšnih večjih zadev, ki pa lahko to še boljše poveže, pa je ravno izgradnja kolesarske poti. To je zdaj danes zelo aktualna zadeva, pa bi mogoče pritegnili še več turistov v naše kraje. Kje pa smo danes z dvorcem Dornava? Saj vemo, da to je Ministrstvo za kulturo oziroma na ravni države, ampak a bi vi znali potrkati na vrata ministrstva pa reči, tolikokrat je že bilo obljubljeno, kje se zdaj zatika, kje smo? Ravno danes sem se pogovarjal z gospo, ki skrbi za okolico dvorca in mi je določene stvari povedala. V bistvu se pripravljajo na ministrstvu, da bi dvorec že konec tega leta zaživel. S tem, da je potrebno ustrezno pristopiti strani lokalne skupnosti. Gospa je pripravljena pomagati, tudi nekaj posameznikov imam v Ljubljani, ki poznajo to problematiko in so rekli, da je zadnji čas, ker dolga leta se ni nič premaknilo naprej, samo so se dogovarjali in pogovarjali, realizirali pa so bore malo. Je lahko za občino za to Dornava le dodaten strošek? To pa je odvisno od dogovora z Ministrstvom za kulturo, v katerem delu bi sploh bil recimo dvorec dostopen za javnost in na kakšen način. Kakšnega bi si pa vi želeli, recimo kot potencialni župan? Vsaj poročna dvorana, pa en del v levem krilu, mislim, da bi bil zelo aktualen za obiskovalce. Zraven za dvorcem pa je oranžerija, tam pa je že tudi določena vsebina, samo treba zaživeti. Gospa Hojnik, turizem v občini najprej za vas, torej kako bi ga še bolj razvijali, nekaj tradicionalnih dogodkov imate, lahko pa verjetno postanejo ti dogodki še na višjem nivoju? Zagotovo je to smiselno. Dornavski grad je drugi Verselj. Smiselno je, da se tudi na tem področju zadeve premaknejo naprej, kar je pa najpomembneje pri vsem tem, da Zavod za turizem vodi oseba, ki je izjemno sposobna in ki zna stvari premakniti naprej. Seveda v sodelovanju z vsemi nami, ki smo okrog, zagotovo je pa pomemben dober vodja, lahko ustvari čudeže. Imate že koga v mislih? Nimam. Kaj pa sicer tudi, če se zdaj ognemo dvorca Dornava, kje lahko turizem še razvijate v občini? In na kak način lahko kot županja pomagate?
Zagotovo bi si želela, da bi to še bolj zaživelo. Jaz sama, privat, odkar vem zase, odkar sem tukaj, dejansko vsakemu razlagamo o naši cerkvi, o gradu, o Lukarjih, o Fašenku, o našem prazniku žetve na Polenšaku, ki se počasi bliža in se zelo veselimo. In pa seveda v sodelovanju z drugimi organizacijami. Žalostno je dejansko, da se v toliko letih županovanja v občini Dornava dejansko ni skoraj da premaknilo nič na tem področju. Tako recimo podjetništvo, kmetijstvo. Podjetništvo, kmetijstvo, ti dve panogi sta tako zanemarjeni, recimo prek same agencije za kmetijske trge, koliko je možnosti razpisov in podobnih situacij, vendar nažalost občinska uprava, čeprav imamo aktiven odbor za kmetijstvo, tega posredovanja, sodelovanja iz strani občinske uprave očitno nekako ni bilo. Žalostno, škoda je. Pasivnost na obeh straneh ali kje se zatika po vaše? Kako to mislite? Da je pasivnost torej strani kmetovalcev, da ne pridajo po pomoč? Posledično zaradi slabših izkušenj bi rekla tudi v določenem odstotku, ja. Gospod Čilak, kako pomagati kmetovalcem? Veliko govorimo o tem, kako si želimo, da bi bili še bolj samooskrbni, kako pomembni so kmetje, ko pa je treba kupiti kaj domačega ali pa pomagati s finančnimi sredstvi, je pa drugače. Seveda, to je zelo pomembna panoga. Mi smo kmetijsko okolje. Res je, da majhne kmetije so že skoraj izginile. Imamo še srednje in velike kmetovalce. Naloga lokalne skupnosti pa je bila predvsem v podpori, v zagotavljanju neke infrastrukture in pa v podpori. Obstajajo razni razpisi, ampak mogoče nekdo ne zna na pravilen način pristopiti in se tu lahko začnejo težave. Pa seveda ključnega pomena tudi komunikacija. Primerna komunikacija in pa slišanost, kot sem malo prepovedal. Treba je tudi, če slišimo za težave kmetovalcev, je treba tudi jim pomagati in pristopiti k sodelovanju. Koliko pa vaš občinski prostorski načrt, če sta mogoče seznanjena, še omogoča nekih gradenj, ker verjetno bi občina Dornava, kolikor bi bile kapacitete za gradnjo, bila zaželjena med mladimi za preseljevanje ali niti ne? Kakšen je trenutno odstotek? Jaz mislim, da občina Dornava postaja zelo aktualna za mlade družine. Veliko je novogradenj po vseh krajih. Zdaj trenutno mislim, da nas je 2800 prebivalcev. To se tudi vidi, recimo rast otrok v šoli. Te novogradnje, je pa potrebno še kar nekaj infrastrukture primerne zagotoviti, da bo to šlo dalje. Tistih kmetijskih zemljišč oziroma za kmetijske namene pa skoraj da v posameznih vasi več ni, ker ni majhnih kmetij in ne služi nikomor. Gospa Hojnik, kako gledate na to, koliko je možnosti za priseljevanje mogoče nekoga, ki želi postati občan občine Dornava? Je občina odprta za to? Je dovolj možnosti, pa tudi nekih spodbud mogoče za družino, ki bi želela? Možnosti zagotovo je dovolj. Prostora bi se tudi nekaj našlo. Bi pa želela tukaj apelirati, da je pa zelo pomembno potem v sami občini ne samo pridobiti oziroma da ljudje pridejo k nam, sama šola, ki je legitimna pravica vsakega otroka, v takem stanju, kot je, lahko rečem, da bolj razočarana ne bi mogla biti. Od tega, da šola propada popolnoma, da otroke tako zaposlene zebe, da ni gretja, da ni in ogromno nekih drugih, bom rekla, težkih stvari, o katerih mogoče zdaj res ne bi želela govoriti, ker bo vse skupaj zelo, bom rekla, nas preveč razžalostilo. Je seveda potrebno tudi imeti v mislih to, da so potem razmere urejene, ne pa si samo želeti ali pa podpirati, pridite k nam ali pa imamo prostor, bomo omogočili to in to in to, ampak dejansko, da dostojanstveno poskrbimo za vse. Kako pa potem poskrbeti ravno za to, da je tudi ta infrastruktura, vrtec, šola, ki jo najmlajši občani v bistvu občine Dornava uporabljajo, kljub temu, da niso še volilci, bodo čez nekaj let, verjetno gre za visoka vlaganja. Od kje počrpati sredstva, kje jih vzeti pravzaprav, da se šola uredi. Občinski proračun je verjetno premajhen, si predstavljam, glede na to, da smo že na prejšnjih lokalnih volitvah govorili, da je v slabem stanju šola, torej se ni nič spremenilo. Tako, tukaj se že leta nič ni premaknilo.
In karkoli bi vam zdaj rekla, vam rekla podrobno, ne bi bilo točno, zato ne bi želela preveč. Zagotovo pa verjamem, da se svetovalci in z željo potem, in z motivacijo, da se to uredi in podporo občanov in občank da doseči to, kar je eno izmed bistev v naši občini. Zagotovo. Gospod Čilak, verjamem, da kot ravnatelj v Gorišnici ste tudi na šoli v Dornavi. Kakšno je stanje iz prve roke, kolikšna bi bila potrebna vlaganja in kako jih zagotoviti? Ja, seveda, zdaj zadnji 2 leti se je začelo nekaj premikati, ampak prej se je predolgo spalo. Če pogledamo na to, da se trudimo pridobiti mlade družine v našo občino, urejamo komunalno urejene parcele, potem na drugi strani pa pozabljamo na zelo pomembni sektor oziroma področje, to pa je predšolska in osnovnošolska vzgoja. Velik manjko so tudi športni objekti v sami občini in pa v okolici šole. Mislim, da je osnovna šola Dornava najslabše opremljena, kar se tiče recimo športnih možnosti za učence. Zdaj, razpisi so, ravno mislim, da naslednjo leto bo razpis tudi za športno infrastrukturo. Tudi zdaj je bil pred kratkim. Tudi zdaj je bil pred kratkim. Kje se je pa zalomilo? Niso pripravili projektov oziroma ni bilo interesa, da bi te zadeve realizirali. Ogromno občin iz Podravja je Interes je zagotovo bil, je tudi bil izpostavljen in so tudi ideje bile pripravljene. Zato sem jaz tudi zdaj presenečena, da dejansko ni. Ni bilo niti prijave na razpis torej? Ste seznanjeni, gospod Čilak? Ni bilo prijave. Zanimivo. Ker ni bila dokumentacija dokončno urejena. Kljub temu, da se je dolgo napovedovalo, da razpis bo. Dobro, zdaj pa gremo še malce bolj osebno. Če ne bi bili v tem poklicu, kjer ste, gospa Hojnik, kaj bi počeli? Točno to, kar počnem. Županja bi bila, seveda. Gospod Čilak, pa vi torej, če ne bi bili ravnatelj ali pa pedagog pred tem, no, kaj bi počeli? Moja prva želja je bila zdravnik, potem pa podobno področje, ampak v drugo smer, pa sem zelo zadovoljen. Kaj pa je vaša najljubša točka v Dornavi, oziroma katera je tista točka, gospod Čilak? Park pri dvorcu. Pa vaša najljubša točka v občini Dornava? Podlipa na Polenšaku. Kateri dogodek v življenju vas je do zdaj najbolj zaznamoval in oblikoval takšno osebo, kot ste danes, gospa Hojnik? Veliko. Veliko jih je bilo. Veliko jih je bilo. Ne bi izpostavili konkretno? Težko bi izpostavila samo enega. Najlepši dogodek vseh dogodkov je pa seveda rojstvo mojega sina. Pa vi, gospod Čilak, kateri dogodek vas je? Podobno, se pravi rojstvo otroka, to te spremeni zagotovo. Če bi vprašala vaše sodelavce, kaj je vaša vrlina in kaj je vaša slabost? Slabost mogoče to, da sem preveč popustljiv, vrlina pa to, da znam dobro poslušati in slišati. Enako za vas, če bi vprašali vaše sodelavce, kaj je vaša vrlina in pa kaj je vaša slaba lastnost? Vrlina, sočutnost, slaba lastnost, pa ni dejansko slaba, premočno vztrajna včasih. Ja, jaz težko vidimo vero pred sabo. Skozi zid torej, včasih? Ja, tudi včasih je treba. No, ker konec koncev ljudje hitro zaprejo vrata ali pa recimo, ja, to se ne da. Treba dejansko iskati kanale, včasih so kapilarni, vendar se da. Če bi imeli neomejen proračun ali pa če bi kdo zadev Eurojackpot v občini, pa bi potem davek šel v občinski proračun, kaj bi bil prvi projekt, v katerega bi vložili? Prvi projekt bi bil vseobčinski sestanek, druženje, vseobčinsko srečanje, zbiranje idej, predlogov, želja, čisti brainstorming. Gospod Čilak, pa vas, torej, če denar pade slučajno z neba? Dober športni center za vse občane. Zdaj pa še eno provokativno vprašanje, potem pa boste imela 1 minuto, da nagovorita v kamero volivce. Gospod Čilak, o čem menite, da je vaša protikandidatka boljša od vas in o čem ste vi boljši od nje? O tem bodo odločali volilci, zagotovo pa ima gospa dobre lastnosti, pa tudi mogoče kakšno slabo, drugače pa nedelja 6.7. bo pokazatelj. Gospa Hojnik, torej, o čem je vaš protikandidat boljši od vas in o čem ste vi boljši od njega? Dejansko sem gospoda Čilaka spoznala danes
prej, ko sva vstopila na šminko. Jaz si sama mnenje, rada si ustvarim mnenje sama o osebi, tako da verjamem, prvi vtis je pozitiven, za naprej bomo pa še videli. Ja. Upajmo, da prijetno ostane. Zdaj pa, gospa Hojnik, izvolite v kamero, lahko nagovorite pred nedeljo volivce, kaj jim želite povedati. Načeloma imate časa 1 minuto. Izvolite. Ne bo tako dolgo. Katero imam zdaj? Evo, ta sredini. Na sredini. V redu, super. Dragi občani, drage občanke, dragi krajani, dragi sokrajani, dragi sokrajanke, verjamem, da bomo skupaj našli šifro za zmagovito kombinacijo v nedeljo 6.7. Za spanje potrebujemo 7 ur. Delovnik traja 8 ur. Le 1 minuta je potrebna, da se zahvalimo Bogu za novo jutro in novi dan. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Čilak, vaša minuta, izvolite. Drage občanke in občani, najprej dovolite, da se vam zahvalim za dosedanjo podporo in vas prav lepo povabim 6.7. nedeljo na volitve. Želim, da se ga udeležite v čim večjem številu in da se odločite modro in preudarno. Najlepša hvala obema, da ste danes bila tukaj, da ste odgovarjala na vprašanja. Bolj konkretno bom naslednjič želela, velja. Odlično. Srečno nedeljo, naj volivci izberejo najboljšega kandidata. Danes vam najlepša hvala, da ste bila tukaj. Hvala vam. Gledalke in gledalci, vam pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten večer in nasvidenje.